Lepo pozdravljeni in dobrodošli na podcastu Vroča tema. Tokrat je naš gost Igor Omerza, nekdanji politik, publicist in avtor številnih knjig o slovenski polpretekli zgodovini. Napisal jih je, če verjamete ali ne, že 30. In prav zdaj sta išli te zadnji, in sicer to sta Temna stran Dela, gre za časopis Delo, in pa Svetla stran časopisa Delo. To pa je vse skupaj del trilogije, ki prvi del, Temna stran Dela, je bil napisan že pred časom. Igor Omerza, lepo pozdravljeni. Dobrodošli. Pozdravljena, hvala za povabilo. Torej, lejte, zdaj bova govorila pretežno o teh 3 knjigah, o tem triptihu, da tako rečem, pa seveda tudi o vseh ostalih knjigah. Znani ste kot publicist in če vprašate mene osebno, jaz mislim, da ste vi primerni za Prešernovo nagrado. Mogoče vas tudi predlagam, če se bom spomnila. Ampak poglejva zdaj tale triptih. Torej, najprej ste napisali Temna stran Dela, prvi del, zdaj drugi del pa Svetla stran Dela. Torej, o čem pišete v teh 3 knjigah? Pišemo v časopisni hiši Delo, o novinarjih, ki so bili povezani z Udbo, ali so bili povezani s tem, da so sporočali o Udbi, ali so bili pa celo nadzorovani od Udbe, to je Svetla stran Dela. Tako da je to zgodba o delu in Udbi pravzaprav. Na kratko povedano. Zdaj, tukaj je veliko podatkov. Kje ste jih pobrali? To sem zbiral 18-19 let v Arhiv Republike Slovenije. Jaz sem hodil tudi v Zagreb in Beograd. V Beogradu je težko priti do česarkoli, v Zagrebu je vse zdaj odprto, ampak z Delom nima to veliko zveze. Seveda je pa v Ljubljanskem arhivu je pa marsikaj, kar je Udba poročala tudi o delu v Beograd. Tako da nekaj je tudi tega jugoslovanskega dela, čeprav je to pravzaprav zgodba o slovenski Udbi in časopisni hiši Delo. Oziroma, jaz ne pišem samo o novinarjih, ki so delali na Delu in so bili na kakršenkoli način povezani z Udbo, ampak tudi o tistih, ki so bili znani pisci v Delo. Tako da sem malo razširil ta diapazon, ne samo novinarji, tudi nekateri pisci bolj znani v časopis Delo. Avtorji. Avtorji, ja. Zdaj vprašanje, ki se poraja, je, koliko tu manjka tega gradiva, oziroma koliko je tega sploh in kaj bi še lahko napisali po svojem občutku, če bi imeli vse. Koliko je zdaj tega sploh? Jaz bi tako rekel, jaz lahko sam špekuliram, ampak večina arhiva je uničenega, ne. Tako da bi bilo lahko teh, jaz imam recimo v knjigi opisujem 24 tistih, ki so bili konfidenti Udbe, kot jim jaz pravim. Se pravi, da so poročali Udbi. Ali pisno, ali v razgovorih z Udbovci. Jih je 24. Jaz mislim, da če bi bilo celoten arhiv ne bi bil dostopen, bi bilo teh 5 do 10krat več teh ljudi, ki bi jih lahko opisal kot konfidente Udbe. No, prav zdaj, ko pravite konfidente, vi pravzaprav razdelite te sodelavce na 3 sklope oziroma 3 kategorije. Nam lahko poveste, zakaj gre? Kdo so zdaj ti konfidenti, sodelavci? Zdaj, 2 kategoriji sta pomembni, da lahko rečemo, da so poročali Udbi. To so bili sodelavci, registrirani sodelavci in registrirani viri. Vsi ti so imeli tudi kodna imena. Kodna imena so zato, da se skrivajo prava identiteta, če bi bil recimo vdor v obveščevalno dokumentacijo, kakšne tuje obveščevalne službe. Zato, ker pa ta meja ni čisto jasna. Včasih viri ponovadi grejo naprej v sodelavce, in viri samo poročajo, teoretično gledano. Sodelavci pa tudi aktivno delujejo, recimo širijo dezinformacije, sodelujejo pri kakšnih akcijah, ampak ta meja, kot sem videl v dokumentaciji, ni jasna. Jasno pa je, da vsak, ki je bil registriran, je imel kodno ime in vse, kar sem doslej prebral, in tega sem prebral na 100.000 strani, vsi te so dejansko vedeli, da delajo za Udbo. Vsi, ki imajo kodno ime. Ki so registrirani. In zato jaz, da včasih, ker mi je lažje potem, ker je ta meja zabrisana med virom pa med sodelavcem registriranim, rečem kar konfident, zaupnik. Nekako sem neko definicijo vzpostavil. Potem imaš pa še neregistrirane vire. Se pravi, niso registrirani. Večinoma tudi nimajo kodnih imen.
za njih, teh je bilo ogromno. Za njih pa ne moram reči, da so vedeli, da delajo za UDBO. Ker sem iz dokumentacije vidim, da nekateri so celo bili proti temu, da delajo z UDBO, pa so registrirani pa so v UDBA-netu kot neregistrirani sodelavci, viri. Zato jaz teh ljudi absolutno ne obsojam v tem smislu, da so delali za UDBO, razen če najdem v dokumentih dokaze, da so kljub temu, da so neregistrirani, bili zelo povezani z UDBO, kot je recimo bil na primer glavni urednik dela Mitja Gorjup. Imamo pa enega novinarja, ki je bil neregistriran vir, pa je celo bil proti temu, da... Ivan Gerenčer. Ja, jaz sem tako. Je celo na svetli strani dela. Ja, to se pravi konfidenti, informatorji, pa tajni sodelavci. No, konfidenti sem rekel, registrirani viri in pa registrirani sodelavci, ne. Aha. Informator je lahko tudi konfident. No, ja. In če ima to kodno ime, zdaj seveda, ko se bodo ljudje prebijali skozi te knjige, bodo videli, ta človek ima neko kodno ime, to se pravi, da je on nekako vedel, da sodeluje. Ne? Če je registriran vir ali sodelavc, kodno ime, vsa moje izkušnje, vse, kar sem prebral, vse se je to potrdilo v dokumentih, vsi ti ljudje so vedeli in so tudi podpisali, da delajo za UDBO. Zdaj, takole, če rečeva na kratko, Američani bi rekli in a nutshell, ne? Kaj zdaj govorijo te 3 knjige. Torej, vi ste napisali v enem prispevku na Požar reportu, pa tudi v knjigi, takole, vedeti morate samo, da je nekoč v propadli socialistični Sloveniji obstajala široko razpredena tajna politična policija v zasebni lasti komunističnega vodstva, ponarodelo UDBA, ki je masovno zalezovala, šikanirala, psihično in tudi fizično uničevala ter tudi pravosodno procesirala prebivalce Slovenije in zalezovale tujce, ki so prihajali k nam. To je v bistvu srž vseh teh knjig. Se motim, je res tako? Ja, namreč jaz, ker je to, vse te 3 knjige imajo 1300 strani, nekaj tazga. Ja. Ne? To je najbolj obsežna doslej nek delo o UDBI nasploh, predvsem v slovenskem delu, ne? Ker je bila del jugoslovanske UDBE. In zdaj, mislim, mogoče je naporno vse prebrati, ne, ali pa nekoga, ampak kjerkoli odpreš to knjigo, na kjerkoli strani, če veš to, kar ste zdaj le povedali, potem veš, kaj bereš, ne. Imaš slabe fante in dekleta in dobre fante in dekleta, ne, in te slabi po naročilu še slabših, ne, deklet in fantov zalezujejo te dobre fante in dekleta. Samo to treba vedeti, kaj je bila to tajna politična policija, ne. Zelo preprosta definicija. Dobro, začniva zdaj s tem drugim delom Temne strani, torej tema 2 knjigama, ki sta zdaj išli, pa bova potem povedala še kaj o prvem delu Temne strani. Torej, zdaj v tej temni stran dela, ne, v tej drugem delu Temne strani, vi imenujete kapitalce, to so te glavni udbovci, lahko rečemo, ne, pa jih bom imenovala Anton Bebler, Dušan Biber, Slavko Fras, Mitja Gorjup, Ante Jerkov, Mitja Meršol, Anton Rupnik, Stane Saksida, Bogo Samsa, Marjan Sedmak in Jože Šircelj. Zdaj sprehodimo se malo po teh imenih. A vas je kaj od tega presenetilo? Edini, ki nima kodnega imena od teh kapitalcev, je Mitja Gorjup, ki je neregistriran vir po šifrantu UDBA-neta. Ja. Se pravi, zelo nizka kategorija, za katero se ne ve, če nimaš dokumentacije, a je bil on sodelavec UDBE, oziroma je sodeloval za UDBO. Presenetilo me je to, da je on kot glavni in odgovorni urednik dela dal UDBI možnost, da vse pisalne stroje v hiši pregleda, da ugotovijo, če je tam nastala neka anonimka. Se pravi, da je kot urednik dal možnost UDBI, da vse pisalne stroje pregledajo. Ja. Neverjetno, ne? Kakšna je to? To se mi zdela res ena neverjetna poteza urednika in to ga uvršča seveda med kapitalce, jasno. Ja. No, ker poglejte, zdaj, če sem prav brala, ne, torej takrat je bila neka anonimka na Goriškem in potem se je sprožila akcija Vipava, kjer so želeli ugotoviti, kdo je to anonimko napisal. A so potem kaj ugotovili v zvezi s tem? Ne, niso ugotovili. V arhivu mislim, da 500 strani v tem. Se pravi, zelo dobro ohranjen, ne. Ker je nenavadno, ne, da je tako dobro ohranjen ta Vipava. In predvsem so sumili Jaka Štularja, pa še ne vem koga,
Skratka, to je ena zgodba, ki je vredna samostojne knjige. No. Ja. In tle noter je pač ta dokumentacija, kako se je zmenil z Udbo, da bojo pregledali, da bojo na servis dali vse pisalne stroje, se jih dali v neko sobo in so tam Udovci se pregledali, če so njih odtisi teh pisalnih strojev odgovarjajo tistih natipkani anonim. Seveda, ker vsak pisalni stroj ima neko svojo značilnost. Ja, tako je, prstni vtis pustil. Tako. To vemo mi, ki smo gledali veliko teh kriminalnih filmov. No, ampak zdaj tisto, kar se poraja pri Mitji Gorjupu je, da mi imamo še danes, jaz mislim, da so še, ali pa do nedavnega so bili Gorjupovi dnevi. Lejte, Društvo novinarjev v Sloveniji dobesedno časti tega Mitja Gorjupa, ki je bil pravzaprav kapitalni udbovec, na nek način. Kako si lahko to razlagamo? Tako, da nismo razčistili s svojo preteklostjo. Edino tako si lahko to razlagam. Vse so tudi novinarji pred leti so hoteli pisati knjigo o njemu. Ja. Bivši novinarji Dela so hoteli napisati knjigo o Mitji Gorjupu, ampak do tega niso prišli, ker o njem napisati knjigo je pravzaprav bi bila farsa. Ne? Sramota. Ja. Dobro, zdaj recimo med vsemi temi mi je zelo zanimivo, lejte, Mitja Meršol oziroma lingvist, on je bil tudi zelo dolgo v tem obdobju po osamosvojitvi ena ključnih osebnosti v javnem prostoru, ki je razlagala, kaj se dogaja na britanskem dvoru. Kako je to možno? Ja, pač se je to razkrilo šele, pred par leti. Moram pa pri Meršolu to reči, da je on priznal, da je to bil, ampak je rekel, to je bila druga država, to ne smemo gledati s temi očmi današnjimi. Ja. Tako da je on eden redkih, ki so bili eksponirani, kot da so bili sodelavci Udbe, pa je rekel, da je bil. Ja. Ni rekel, da je to laž, da je to falsifikator, ne vem kaj. Se pravi, da je to, pa je bil moža, da je to povedal. Ampak, lejte, to je to vprašanje, kako naj zdaj mi danes ocenjujemo to. Seveda, vaša knjiga ni komentar, vi ne ocenjujete, vi ne sodite, ampak samo pobirate podatke iz teh zapisov Udbe. Kako naj gledamo danes? Jaz bi tako rekel, vsi ti ljudje, ki so bili pač na kakršenkoli način, ali prisilno, ali po kakšni drugi, tudi po materialni liniji navezani na poročanje Udbi. Jaz mislim, da ne smemo gledati v nek geto. Ja. Oni lahko rekel, edino, kar bi bilo dobro, da ne more imeti javne funkcije. Zato mene tudi tako moti, da je Marta Kos postala ministrica za evropske zadeve, za razširitev, čeprav je evidentno, da je bila konfidentka Udbe. Ja, seveda. To, da postaneš, v Nemčiji so to prepovedali, če so naredili, da bi kdo deloval za Štasi, ne moreš ga pa omejiti v njegovih kakršenkoli drugih življenjskih funkcijah. Tako, on živi naprej, ampak ne more biti na funkciji. In mi pošljemo Marto Kos, ki je že odšla v tujino, v Deutsche Welle, še ko je bila na RTV Slovenija zaposlena. Ja? Ona je registrirana v Udba netko kot šifra je registriranega vira. Ja. In vsi, ki so šli v tujino, so napredovali v sodelavca. Jaz teh dokumentov nimam, ampak vem iz drugih primerov. Če je vir šel, registriran vir od doma v tujino, so ga prekvalificirali, so mu dali višji status. In še to treba vedeti. Vsak, ki je šel v tujino, je mogel to potrditi Beograd, zvezni načelnik Udbe. Se pravi, vse, kar se dogajalo v tujini, je mogla potrditi centrala Udbe v Beogradu. Zakaj? Zato, da so oni videli, ali to dopustijo, ali ne, da ne je prišlo do kompromitacije države. Tako da so dokumenti v tem so v Beogradu. Beogradski arhiv je pa problem, ker je Beogradski udbovski arhiv ni bil dan arhivu Jugoslavije ali Srbije, ampak je bil dan obveščevalni službi srpski. Tja not pa ne moreš priti. Ja. Se bo to kdaj odprlo? Bomo kdaj izvedeli? Bi se že lahko odprlo, če bi Cerarjeva vlada, takrat, ko so zapirali poglavje o kulturnem približevanju Evropi, so naši arhivisti hodili v Beograd, takrat bi mogla naša Cerarjeva vlada zahtevati, da vsa dokumentacija, ki je šla iz Slovenije v Beograd, da se vrne. Oziroma celotna dokumentacija Zvezne Udbe, ker je to skupna služba. Pa tudi celoten arhiv Kosa, ljubljanskega armadnega območja. Potem bi mi veliko več vedeli o tem, kar se je dogajalo v Sloveniji, ker je pa ogromno tega, kar je ohranjeno v Beogradu, je uničeno v Sloveniji. Kar se je dogajalo in kar se še vedno dogaja. Jaz mislim, da je to problem. No, vi imate problem. Poglejte, vi imate Aleksandra Vasiljeviča, šefa Kosa, ki je rekel,
ne vem, kjerga leta, nekaj let po osamosvojitvi Slovenije rekel za Feral Tribune, hrvaški, pa za Mladino, da je bil Kučan sodelavec Kosa s kodnim imenom Plavi. Ne? In seveda, Kučan je to po 23 letih demantiral. Kdo ima zdaj prav? Kdo govori resnico? Ne? To bi lahko videli iz teh kosovskih arhivov. Bi to zgodbo lahko zaključili. Ali pa, to ste zapisali v tem članku o Marti Kos, če bi recimo tisti, ki so jo imeli na zvezi, tako pišete, to so pa Stojan Celin, Nikola Prokšelj, Eržen, Štefan Tepeš, Slavko Vrčkovnik in Jože Žabkar spregovorili. Zakaj te ljudje ne spregovorijo? Zakaj? Mislite, da jih izsiljujejo? Ne, pač ima nek kodeks, da mulčijo. Ja. Edini, ki je povedal, je bil Zavadlav Zdenko, po vojnih dogodkih, potem je bil tale Svetina, je nekaj povedal, ampak kaj se dogajalo na Stražnem vrhu, pa takoj po osamosvojitvi oziroma novi okupaciji, se je dogajala preko komunističnega oblasti v Sloveniji, in to je praktično vse. Ja. No, lejte, ko sva začela že z Mitjo Meršolom, namreč prebrala sem ti dve knjigi ali pa ta drugo malce bolj preletela, ker to je le obsežno. Ugotovimo lahko iz teh knjig, kaj je tuje službe zelo zanimalo. Zdaj, če gledamo Britance. Britanci so se zelo zanimali, kaj si Slovenija misli in koliko informacij je prišlo o vračanju vseh teh beguncev, domobrancev, drugih vojnih formacij, iz Pliberka in iz Vetrinja. In seveda, kaj si mislijo o Britancih, ali to že kaj vejo v zvezi s tem, kar piše tudi gospod Tolstoj, Nikolaj Tolstoj, in pač o Macmillanu govori, ki naj bi to ukazal. To je ena stvar. Druga stvar pa je, zanimalo jih je, to pa vse, v zvezi zdravje Tita. In seveda, to je bilo zelo zanimivo, da ena od informacij pravi, da naj bi Tito umrl že 19. februarja, takrat tistega leta, ne pa šele 4. maja. To so spraševali in očitno je ta informacija krožila v tujini. Potem pa so rekli tudi, to sta bila pa Marčetič pa Bosnič v South Slav Journal, to se pravi journal, časopis Južnih Slovanov, in so rekli, da je bil Tito seveda vojni zločinec, da je bil gestapovski agent in verjetno ni izključeno tudi britanski agent. Kaj lahko zdaj, pa še enkrat omenjate Tito, mislim, da na svetli strani, in sicer pač, ko se je seveda tisto leto smrti je bilo, in seveda tudi omenjate, da je Tito rekel na koncu, ko so ga menda februarja dejansko uspavali, dali so ga v umetno komo, potem mu je pa prenehalo biti srce maja, da je rekel, šta je sad ovo, to je tudi zelo zanimivo, to tudi je v zapisniku. Torej, kaj lahko spoznamo iz teh udbovskih zapisov o Titu in pa o vračanju domobrancev? Zdaj, kar se tiče Tita, so bile razne informacije, ki niso držale. V tujini, tudi v Sloveniji se jaz vem, ki sem bil v Ljubljani, kaj vse smo govorili. Ja. Ampak zdaj pa že toliko delac prišlo, da so zdravniki, ki so bili tam v kliničnem centru, recimo en srbski zdravnik je napisal knjigo, ker je točno, bi rekel, po dnevih povedal, kaj se je vse dogajalo. In to, kar je te zadnje Titove besede, šta je sad to, kar so mu ustavili v umetno dihanje. Takrat so ga uspavali, ker to je strašno neugodno, da imaš ti neko cev v sapniku, pa si pri zavesti. Takrat so ga uspavali, to je bilo enkrat februarja, konec februarja. In potem je on pač, so ga z vsemi možnimi arcnijami pač držali pri življenju, ampak on je bil v bistvu že klinično mrtev človek. S tem, da seveda jaz imam tudi obdukcijski zapisnik njegov, on je imel popolnoma uničene notranje organe, že zaradi vseh teh arcnij, ki so mu jih dali, pa vseh teh tretmanov, ki so ga v bistvu umetno ohranjali.
zelo nečloveško pri življenju, ker on je v bistvu bil že mrtev, on je bil v komi par mesecev, se pravi od februarja do maja. Ne. Tako da to je zdaj precej jasno. Jaz sem to celo opisal v knjigi Umirjene Tita in Udba. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker je bil Tito umiril v Ljubljani in slovenska Udba največ o tem pisala, ne, ker je bilo to v Ljubljani, se je to umirjene dogajalo. Ne. Jaz sem nekaj tega že povedal v knjigi Jovanka in Udba. Ja. Skratka, kar se Tita tiče, so stvari, mislim, precej jasne. Ne. Obstajajo tudi zapisniki medicinski, ne, so v arhivu, ne, tako da to ni skrivnost. Kar se tiče pa teh povojnih umorov, seveda je pa emigracija o tem neprestano pisala, ne, v tujini. Nekaj tega je tudi pronicalo v Slovenijo. Potem pa Kocbek je leta 1975, ampak zakaj je pomembno ta Kocbekov? Ker je bil on v vrhu tega osvobodilnega gibanja, ne, skupaj s komunisti, in je bilo njegovo pričevanje zelo hudo, ker je bil on v bistvu en akter, nisem mogel reči, da je imigrant, ne, ki si to zmišljuje, ne, to je bil problem. Ampak seveda njih so te službe zanimale, ker se je tem ogromno pisalo, ker so imigranti tudi verjetno o tem skozi seveda sporočali določenim oblastnim organom, kjer so pač živeli, jih je to zanimala, ta tema, seveda tega množičnega umora, množičnih umorov, ne, se imamo mi 800, ali koliko zdaj grobišč, morišč, že skoraj evidentiranih v Sloveniji, ne, to je grozljiv podatek, predvsem, ker se je večina tega dogajala v Sloveniji. Ja. Ampak kaj je najbolj zanimivo, kar z mojega vidika, kar je zelo presenetljivo, kar se še zdaj pojavlja. Namreč, nemška obveščevalna služba je imela enega Žana, enega Aleksandra Grnjaka, ki je bil dvojni agent, se pravi, da je bil udbovski agent in BND je mislil, da je bil njihov agent. Ne? In on je njim plasiral informacije, ne? In poročal Udbi. In kaj je poročal Udbi? Da BND, se pravi, že v fazi predvolilnega časa v Sloveniji, ne? Pred zmago Demosa, jih je zanimalo, Bavčar jih je zanimal, Janša, Bučar, Pučnik, kot potencialni pomembni politiki v bodočnosti, ne? Oficialni politiki. In potem so po Beogradu rekli, predvsem okoli Janše, ne? So rekli, to je bilo pred aretacijo Janše, ker so že vedeli, da ima ta dokument pri sebi, so v Beogradu to že vedeli, so imeli sestanek in so rekli, pa dajmo probati Janšo kompromitirati. In reči, da iz tega, da so se zanimali za njega, da on za njih dela. Dajmo žrtvovati tega Grnjaka, naj to reče, da je v tem smislu, Grnjaka žrtvujemo, ga razkrijemo, Janša pa potunkamo. In potem se je dejansko to po predvolilnem času, Pučnik kao agent, ne, nemški, Bučar, Bavčar, Janša, in še danes čitam jaz, ne, da je bil Bavčar agent, ne, Janša agent. Se pravi, ta dezinformacija, ta način, kako bi človeka kompromitira, se kar vleče, ne. Ja. No, ampak glejte, seveda, oni so vsi morali ali pa so poročali o tujih novinarjih, ki so prišli sem. In eden največja zvezda teh tujih novinarjev je bil ta Viktor Majer, dali so mu ime Toper, ne? Ne vem sicer zakaj Toper. Tudi jaz nisem. Ja, ampak dobro, on je velikokrat prišel v Jugoslavijo in je bil navdušen nad Jugoslavijo in bil je, tako piše v enem od teh zapisov, tudi navdušen nad Kučanom in pravi, da je to slovenski Džilas, da je sicer preveč liberalen, ampak da naj pravzaprav se odstrani iz vodstva Zveze komunistov Slovenije, tako je on razmišljal, mogoče pisal v komentarjih. To se pravi, kakšno, in dejansko je bil ta Viktor Majer tudi novinar, ki je imel tudi po osamosvojitvi intervju s Kučanom, se ga večkrat omenja, tudi tako je znano, pisal je takrat pri Frankfurter Allgemeine Zeitung, drugače je bil pa iz Švice, ne? Ja, in enkrat so mu dejali, to tudi beremo v teh vaših zanimivih prispevkih, so rekli, kako ste se vi, Viktor Majer, tako obrnili iz leve strani socialdemokratske zdaj na desno, je rekel, veste kaj, mene zanima samo številka na mojem bančnem računu, ne, to je tudi zelo zanimivo, kar se tiče teh tujih novinarjev. Torej, vloga Viktorja Majerja pri nas. Viktor Majer je bil en najbolj spremljenih tujih novinarjev. Cel kup teh naših, ki tle nastopajo, se z njim pogovarjajo, pa pol poročajo Udbi, ne.
On je bil rdeča cunja, ne samo v Sloveniji, on je hotel tudi v Beograd hodil. Ne. Ja. Je pa zanimivo, da je on navijal za samostojno Slovenijo. Ja. Sicer malo tako, je rekel, imejte svoj denar, ampak boste še v federaciji in boste praktično ekonomsko neodvisni, kar je neka čudna kombinacija. Ne. Ja. In seveda, naši so mu govorili, to nemogoče in tako naprej, te novinarji, s katerimi se je pogovarjal. Ne. Potem je on imel, že pred osamosvojitvijo imel tudi pogovor s Kučanom. Ne. In takrat, ko je bil če se spomnite, ko je prišlo do tega, da naj bi bil vojaški udar, to je bilo marca, aprila 1988, ne, je prišlo ven, da ne bi bil vojaški udar v Sloveniji, ne, in potem je šel Ertl z Mutičem, se pravi z šefom Kosa in pa Erženom in pa z Višnjičem, armadnim šefom ljubljanskim, so šli do Kučana in do Lanca Martuljk. Da se tle nekaj dogaja, da je Višnjič dobil navodila, da more z vojsko postradati in tako naprej. Ja. Takrat je te informacije Majerju dal Kmecel. To piše v udbovskih dokumentih. Ja, to piše. Se pravi, da je Kmecel, jasno po naročilu Kučana, to serviral, da bi s tem pomagal Kučanu. Ne? Zakaj je bil Kučan tako priljubljen pri tujih novinarjih takrat, na koncu? Ja. Zato, ker so imeli na eni strani Kučana, na drugi strani Miloševića. In je on tle bil neka svetla zvezda proti oni zelo temni osebnosti. Zato je bil on tle izjemno spreten, tudi to izkoristil. In je bil v očeh tujih novinarjev takrat nekdo, ki bi morda to Jugoslavijo lahko liberaliziral, rešil tega komunističnega jarma, čeprav je bil on sam šef slovenskih komunistov. Ne. To se pravi, to, kar beremo zdaj v tej drugem delu temne strani, to so dogodki v 70. in 80. letih. Večinoma, ja. Kdaj se potem ti dokumenti nehajo za osamosvojitvijo? V arhivu je do 16. maja so dostopni dokumenti. Aha. Se pravi, do tistega trenutka, ko je prisegla v parlamentu nova slovenska vlada. Od 16. maja naprej vi ne morete dobiti dokumentov udbovskih oziroma potem že Sove in Visa. Tako da to je točka. Ampak jaz sem dobil dokument, da so še 16. maja udbovci uničevali arhivsko gradivo. Se pravi, še na dan za prisege nove slovenske vlade so oni uničevali dokumentacijo. In po zmagi Demosa je Ertl ukazal uničenje. Se pravi, po zmagi Demosa je bila še vedno Šinigova vlada, je Ertl ukazal uničenje vse dokumentacije med javno policijo in med tajno policijo, ker je bila ta zveza zelo močna. Je bila ta dokumentacija, jaz sem najdel nekaj teh dokumentov, ampak večina tega se je takrat uničila. Konec aprila, se pravi, po zmagi Demosa je Ertl zaukazal to uničevanje. Ampak vse ostalo po 16. maju je pa kje? Na Sovi danes? Na Sovi, seveda. Ja, in to bodo brali naši zanamci čez 50 let, če bo kakšen nov Igor Omerza to brskal in kaj napisal. No, zdaj poglejte, veliko je zelo zanimivih stvari. Torej, seveda so te stvari zanimive predvsem za našo generacijo. Mi seveda poznamo te ljudi, ne? Mlajši najbrž več ne vedo, kako in kaj. Ampak, na primer, če gremo malo na imena. Janko Prunk, zgodovinar, ne? Nekje pravite, da je on predlagal nekomu, da bi, oziroma izhaja iz dokumentov, da bi malce sodeloval ali pa z nekimi nemškimi pač te znanstveniki mogoče tam dajal kakšne podatke in so mu potem rekli, ja, kako si pa to lahko naredil, ne? Je rekel, glejte, sej 800 do 1000 nemških mark bi mu prav prišlo po upokojitvi. To je zelo zanimivo. Zdaj prvo vprašanje je, Janko Prunk, kaj je bil on? Iz tiste dokumentacije, ki je dostopna, ne vem, ali je bil on predmet opazovanja, ali je on sodeloval z udbo. Ja. Tega nisem mogel ugotoviti, zato jaz to vprašanje pustim. Ja, ampak mogoče je sodeloval z Nemci, z nemško obveščevalno. Ne vemo. To bi mogel imeti pa dokumentacijo z une strani. Ne? Ja, zdaj drugo vprašanje je recimo... jasno, kaj je v tistem dokumentu, je zelo čudno napisan. Ne? Zdaj morate vedeti, Udbanet je samo do leta 87. Mi imamo bolj tri leta, ki so še kakšnega angažirali in ne vemo, ne moramo šifer videti,
ker je zadnji, edini praktično, ki je ohranjen iz leta 87. Ne. Ampak Marta Kos pa je noter. Marta Kos pa je. Ja. No, zdaj drugo vprašanje je tukaj, to se pravi, te ljudje so bili plačani, ne? Ali kako so plačevali te ljudi? Različno. Poglejte, domače večinoma niso plačevali. Edini, ki sem jaz lahko rečem, da so ga plačevali, je bil Jože Javoršek. Se pravi, kodno ime Piete, ne. Ta je nastopil v prvi knjigi. Ne. Ja. On je tudi pisal ogromno število strani, se pravi, da bi izgledal plačan po strani. Ne. To iz nekega pogovora udbovskega, ki so ga imeli, nekaj so razčičevali, se vidi, da so ga plačevali. Dočim so pa domače, predvsem ali so jim olajšali zapor, ogromno se jih zaporov dobil, recimo Sirci podpisal v zaporu, se to pove, ne? Potem je pa zbežal, ne? Pa Udba piše, da se je razočaral, ne? Ja. Aplenc, ne, je povedal, da je bil, ne? Se pravi, nekateri so, Bajt je povedal, ne? Nekateri so povedali, zakaj so bili in kako je bilo to, ne, narejeno. Jaz mislim, večina je ali bila iz zaporov, vidim, da je ogromno ljudi bilo v zaporu, preden so postali sodelavci ali viri, veliko je pa tudi napredovalo, ne. So imeli kariero zagotovljeno, ne. Dobra mesta. Recimo, Saksida je bil šef Inštituta za novejšo zgodovino in tako naprej, ne. Ali za delovsko gibanje sem že pozabil, ne. Se pravi, potem si imel tudi zdravnike, ne. Si imel inženirje, si imel vseh teh segmentov družbe, si imel ljudi, ki so na tem osnovi napredovali, dobivali tudi stanovanje in tako naprej, ne. So bili materialno na nedirekten način, indirekten način, rekel, nagrajevani in s pozicijami in potem šolanjem otrok in tako naprej. Če si bil pa proti, ne, si imel pa težave posod, ne, in pri službi in pri šolanju otrok in šikaniranju na vseh koncih in krajih. No, nekdo, ki me je presenetil, je recimo urednik družine Drago Klemenčič, konfident Dušan. Kaj, on je potem sodeloval z Udbo? Seveda, ampak vi morate vedeti, da so med duhovniki, to vidite že iz knjige Grisar Pečarjeve, ne, da je bilo veliko sodelavcev tudi v duhovniških vrstah, ne, ker so jih oni toliko maltretirali, da so verjetno nekateri duhovniki pod pritiski podpisali, da so delali za Udbo. Zdaj, koliko so bili potem pri tem iskreni, ampak veste, ko je pri Udbi, ona, ki je nekoga imela na vezi, ona je takoj ugotovila, če laže. Ker je imela okoli še druge sodelavce, ne, in je lahko ona videla, kaj se dejansko dogaja. In če se ti lagal, ne, ali pa dajo napačne podatke, ali pa zamolčal kakšne pomembne podatke, so oni to hitro ugotovili. Ampak koliko so se ti ljudje ukvarjali z drugimi ljudmi, namesto da bi se z državo? Jaz skoraj ne morem verjeti, da je ta sistem funkcioniral. Kdo je se to plačeval? Jugoslavija propadla, inflacija in oni so kljub vsemu na nek način vzdrževali vse to. Morate vedeti, da so oni imeli tudi, se z ekonomijo ukvarjali, oni so ogromno deviz dubli. To berete lahko v Pezdirjevi knjigi, ne. Oni so zasuli Italijo z cigaretnimi, celotno Italijo s cigaretnimi izdelki, ne, brezcarinskimi, ne. Oni so povezani Udba z italijansko mafijo. Udba je spravila do mafije cigarete, mafija jih je razpečevala. Potem je imela posojilno službo mafija v igralnicah slovenskih, ne? In oni so dajali italijanskim igralcem, mafija jim je dajala, ena panamska družba, ki je v mafijski lasti, ne, jim je dajala denar in potem so ga z 20% obresti izterjevali. Verjemite mi, da so večino dolgov mafija izterja v Italiji, ne? In potem je ta denar šel na razne račune v Švici, v Italiji, udbaške račune, Udba je se iz tega tudi financirala. No, sej, slučajno vem, da je Banka di Palermo, ne, sodelovala tudi pri financiranju centra RTV in pa Cankarjevega doma v teh 70 letih, ne. To tudi marsikaj pove, ne. Posebej, ker je Cankarjev dom gradil Janez Zemljarič, ne. No, zdaj presenetil me je tudi Drago Ferš, ampak Drago Ferš ni bil on potem nek šef neke... Potem bil šef Udbe, ne. Sej nekateri, veste kako je, Udba je bila sicer politična policija predvsem, imela pa tudi obveščevalne pa kontraobveščevalne funkcije, ne. Tako da ni bila samo politična, ampak pretežno politična policija, ne. To je bilo glavno. Ohranjati oblast. Ampak vendarle ne, zdaj, če bi mi naredili Se ni malo, nekaj Udbovcev je preživelo, rekel, Udbo pa je nadaljevalo potem v obveščevalno-varnostni službi, ni bila več tajna politična policija v Sovi, najprej bil VIS, pol Sova in tako naprej.
In nekateri, jaz si poznam osebno, so šli tudi v Bruselj kot predstavniki obveščevalne službe v Bruselj. Ne. Ampak še več kot to. Zdajte, v teh zapisih imate Jerneja Sekolca. Jernej Sekolec, ki je praktično iz afere o meji med Slovenijo in Hrvaško glavna oseba, on je konfident Udbe v teh zapisih. In potem ga, jasno, mi, kot da nimamo drugega, damo še na tole funkcijo. Sej, to je ven prišlo takrat ob tej aferi. Ne? Ja. Potem je, mislim, da Leljak šel gledati njegovo kodno številko in se je najdel, da je bil konfident Udbe. Ampak mislim, kaj delamo mi s to državo? Poslušajte, pa se mi ne zaslužimo niti. Ne? Sej, veste kaj, vprašanje, če vejo, ne za nekatere, ne, ampak če se ve, pa se kljub temu ustraja, kot je primer Marte Kos, to je problematično. Ne? Veste, to je nekaj, kar... Ampak hujše pa še to, ne? Da ta sedanja vlada, ne, ki ima tudi, rekel, neverjetno smolo, ne, s temi Romi, ne, ali pa, rekel, nepravilen pristop ali pomanjkljiv pristop, je ukinila muzej slovenske osamosvojitve. Ja. Poslušajte, povejte mi eno državo na svetu, ki bi ukinila muzej svojega ustvarjanja. Ja. Neverjetno. Ne marajo pa da dajo vojaške časti proti osamosvojitelju in vrhovnemu udbovcu Janezu Zemljariču. To je ta vlada naredila. Pokopan z vojaškimi častmi. No, se imajo tudi okoli parlamenta spomenike, ne? Dobro, to je pa sploh problematično. To bi mogli pač na nek kulturni... Grobnico herojev, ne? Tam so 3 množični morilci noter pokopani, ne? Se pravi, bi mogli te stvari odstraniti na neko primerno mesto, ne da se uniči, ne, da se v Pivko in tam postaviti na tistem na trgu, kako se danes imenuje, ne? Pred parlamentom. Republike, ja. Postaviti spomenike osamosvojitvi in osamosvojiteljem, ne. No, sej tukaj pišete tudi v tej svetli strani, ne, da so zalezovali tudi novinarja, bom ga zdaj našla mogoče. Skratka, on je govoril, bil je urednik Dela in je govoril o tem, o kardeljadi, ta izraz je uporabljen, ne. Seveda, ko je Kardelj umrl in tako naprej. Je to Šturm mogoče? Ja, tako. Jaka Štular. Štular, ja. Jaka Štular je na eni in na drugi strani, ne. Ko so začeli potem tudi te konfidente, je Udba začela nadzirati, ne, očitno je bil že tak zeitgeist, tak duh časa, da so tudi že novinarji ali pa sodelavci Udbe ugotovili, da gre zadeva predaleč, ne. Ja, ampak on je že leta 72 postane predmet nadzorovanja. Predmet nadzora, leta 72. Mnogo med njimi je takih, ki so jih potem tudi nadzirali, ne. No in zasledila sem zapis, da dejansko tudi tuji novinarji pravijo, da Kardelj je previsoko cenjen, ne. Da praktično ni imel takega pomena. Edino, recimo, dobro, za Tita so se zelo spraševali, pa tale Viktor Majer je za Kučana dobro mislil v nekem trenutku, ampak za Kardelja so pa vsi rekli, da kaj si lahko mislimo o Kardelju in kaj bo še vse ven prišlo. Kardelj je bil absolutni vladar Slovenije do svoje smrti. Že med vojno je postal voditelj, ne, komunistični voditelj, ki je bil prvi med vsemi, ne, in po vojni je on vodil to Slovenijo. Tito ga je celo hotel odstaviti v nekem trenutku, 2-krat. Enkrat se je celotno slovensko komunistično vodstvo uprlo temu, ker Rankoviča niso branili Srbi takrat, so si mislili, da je prisluškovanje, ga srbsko vodstvo ni branilo. Kardelja, ko je bil na tem, da ga Tito odstran, se je pa celotno slovensko vodstvo uprlo. On je imel izjemno moč v slovenskem komunističnem vodstvu. On je bil kralj Slovenije, pravzaprav, ne? Kardelj. To je bil njegov fevd. Do smrti, ne? Tako da njegov pomen je bil velik. V Jugoslaviji tudi je bil velik, ampak tam manjši, ker so bili pač drugi. Ne marajo ga zaradi tega samoupravljanja in vsega tega. Seveda, Srbi ga ne marajo, ker mislijo, da je s tem novo ustavo pa zakon o delu, da je povzročil večjo samostojnost republiki, ki je potem pripeljala do razpada Jugoslavije oziroma Srboslavije, če hočete. Ne. Torej, Kardelj je precenjen. Ne. Danes, če bi gledali, kaj pravzaprav je Kardelj, razen tega, da se je privatiziral ta svoj fevd, ne, kot ste rekli, kaj naredil, ne vem, smeri razvoja, kaj je že, to je prepisano. No, on je bil tudi jugoslovanski zunanji minister, ne? V tistih pomembnih časih takrat, ne? Torej, on je sigurno ima veliko vlogo v Jugoslaviji, ampak v Sloveniji, če hočete zgodovino Slovenije poznati, kako so se stvari dogajale, brez Kardelja to ne gre. Ne? Ampak ta grobnica herojev, po vašem mnenju, bi morali tudi to nekam prestaviti. Mislim, to ne sodi v ta kontekst. Jaz mislim, da, zato ker
Mi imamo nek velik zločin brez zločincev, ne, praktično. Ne, da se pravi ta povojni množični umori, ne, umor, ta, recimo Dombrancev, pa še ostalih tleh so jih pobijali. Vi imate tam pri Mariboru 15,000 zakopanih Hrvatov, ne. Kakorkoli. Ja. Problem je tudi, da je recimo pri tem spomeniku na Trgu Republike je neka taka kocka kamnita, ker piše, da smo se nerazdružno združili z jugoslovanskimi narodi. Ne. To je v srcu Ljubljane, ta kamen pred parlamentom. Nerazdružno. To je neverjetno. Ja, mi pa nimamo niti spomenikov samostalnosti. To je neverjetno, ne, da to pustite na takem mestu. Jaz sem zato, da se to, ne da se uniči, da se da v nek spominski park, da se tam lahko zgodovino učijo mlajše generacije, da se povejo, kaj je to bilo, ampak da se tam pred parlamentom v srcu srca, ne, Slovenije, da imamo take napise, to je popolnoma neverjetno. To bo treba pač odstraniti na kulturen način in tam postaviti tisti, ki so naredili idejno ali operativno za slovensko samostalnost. Zelo zanimivo. Velika generacija, kot temu prav Rupel. Rupel je seveda negativ. Negativ, kot ime zalezovanje. Ime zalezovanje. Tudi o njemu ste že napisal knjigo, ki bo šla ob njegovi 80-letnici. In tudi o Janezu Janši ste napisali. Ja. Kdaj pa ta izide? Ko se bo tale mali spela, ker drugače bom jaz finančno propadel. Ne? Ker ne moreš kar ene par knjig izdati, pa ljudje pač nimajo toliko sredstev, da bi to kar naenkrat te stvari kupovali. No, zelo zanimivo v teh knjigah je tudi to, kako je policija pravzaprav, vse se je vedno dogajalo v hotelu Holiday Inn, policija je šla, je neka kodna šifra, kaj bomo naredili, ne? To se pravi pregledali sobo, ne? Ali pa tudi tajno fotografirali in tonsko snemali. Ne? Ampak kako jim je to uspelo? To se pravi, tudi ta hotel Holiday Inn je zelo sodeloval. Posebne sobe tudi, recimo v hotelu Lev, ki je vedno v Majer dobil to sobo. Ne? Ja, že vso ozvočeno. Prašno vsi receptori so bili sodelavci ali pa konfidenti udbe, ne. Osebe in tako naprej. Oni so se prosto sprehajali po hotelu, oni so prišli sobo, odprli in naredili, kar je bilo pač treba. Ne? Ja. In recimo, kar je smešno, je pa to, recimo, ko je bil Žebot v Ljubljani, ki je Kavčič spustil za nekaj dni, so stali pred hotelom pa gledali, kdaj bo luč ugasnila v sobi. Ne? In potem so rekli, v 11:55 je ugasnila luč, prenehali smo z zalezovanjem. Čakali so spod reveži ure in ure in gledali, kdaj bo luč ugasnila v hotelu. No, ampak zanimivo je prav pri tem Viktorju Majerju, vedno so preiskali to njegovo hotelsko sobo, potem so nekdo je nekoč v nekem trenutku ugotovil, da je imel on zložene, on je bil zelo marljiv, vedno je zložil stvari, ne? In so potem ugotovili, se je imel zloženo, pazimo zdaj, da so točno dali nazaj. Ampak najbrž je Viktor Majer, nekje razberem, tudi vedel, da mu to pregledujejo. Verjetno je vedel, ja. Sej je čutil verjetno kakšne oči od zadaj, ker so ga zalezovali, prisluškovali. Upam, da je vedel, da so bili ti njegovi novinarski kolegi vsi po vrsti praktično sodelavci udbe. Mogoče pa je vedel, ampak je vse neke informacije, vendar imel nek stik z njimi. Tako, neke informacije dobil, potem je šel lahko do nekih politikov, čeprav nekaj časa so celo razmišljali, da bi mu prepovedali vstop v Jugoslavijo. Je bil včasih tudi na meji, da mu prepovejo. Tako so recimo Nori Belov, ali pa Steli Aleksandar. Torej, Nora Belov pa tudi Stela Aleksandar, te dve sta tudi zelo velikokrat omenjeni. Predvsem Nora Belov, ona je pisala Tito in 7 mitov. O čem govori v tej knjigi? O Titu, o njegovi vlogi v zgodovini in seveda ni najbolj prijazna. Je bolj objektivna, kot so bili vse te slavospevi pri nas. Zato je bila nezaželena v tem smislu. Sej Biber, oziroma Dušan Biber je vse te, mu je dala to zabrati, pa vse da udbi. No, sej pred časom, pred leti smo brali, da je celo Zmago Jelinčič šel v Anglijo pa zalezoval, oziroma to Noro Belov poročal o njej. Koliko je teh udbovcev med politiki? Če bi vedel, ne vem, ker nimam celotnega arhiva in ne moram zdaj tega reči. Maršol je bil poslanec, recimo. Ja, Maršol je bil poslanec. Morate misliti, Marta Kos v Evropskem parlamentu. Recimo, to je pa najhuj doslej, najvišja funkcija. Najvišja. Potem smo prestrelili z udbo. Kaj zdaj je to problem? Ja. Zvezdna udba je vedela,
da je dobila obvestilo, da gre Marta Kos v Nemčijo. Ne? In to so videli. Ne vem, kdo je vse to videl v Zvezni udbi. Tam je bilo okoli 220 ljudi v Zvezni udbi. Tam so bili tudi Makedonci, so bili Bosanci, so bili Srbi, so bili Vojvodinci, Albanci. Vprašanje, kdo je vse to videl. In to je zelo močno orožje. Vprašanje, kjer obveščevalna služba je danes od Srbske dobi to informacijo, mogoče ruska. Skratka, vi imate zdaj neko dokumentacijo, ker je tajna, ne, in ne vemo, je lahko cel kup ljudi v raznih državah, ki imajo neko vedenje, ki je zelo nevarno za Evropsko unijo, za vlado Evropske unije, ne, se pravi za Evropsko vlado. Ne. Ja. To je problem. Če nekdo v tebi nekaj ve in se ti tega zavedaš, je to, in zaradi tega tako deluješ, da ne bi prišlo do razkritja, potem si blokiran. Ne. No, seveda so zanimivi te opisi vsega tega delovanja, tajnega prisluškovanja. Ne. Smešno je tole, da je tudi Anton Rupnik, ne, Viktor, novinar Anton Rupnik, v nekem trenutku je celo prepustil svoj vikend, na katerega bi povabil enega od teh tujih kolegov in bi ona tam sproščeno klepetala. Potem pa se akcija ni izpeljala, ker je menda žena želela pripeljati meso v skrinjo v klet in potem so abort the mission, to se pravi, končaj. Te vohunske zgodbe so včasih zelo... Pa to so romani, to je smešno. Glede, Udba je hotela enega hrvaškega agenta, ali so ga mislili, da je agent, ne vem, italijanski ali vatikanski, so ga hoteli Italijo ugrabiti, ne, so njeli rentakar, ne, in so šli, da ga ugrabijo. In so jim rentakar ukradli v Italiji, ne. Mislim, take smešnice pol pridejo. In ni bilo nič, ja. No, seveda, zdaj, ko menjate Vatikan, tudi Jure Pengov, ne, ki je bil na televiziji, je bil pravzaprav na nek način zadolžen za pokrivanje Vatikana. Celo piše, da je kardinal Rode nekoč kritiziral njegovo poročanje, ne? In seveda to se seveda znajde tudi tule. Ne? To se pravi odnos Udba, katoliška cerkev, pokrivanje Vatikana. Ne, nazadnje tudi Tone Hočevar, ki ga nisem našla tu, je dolgo pokrival, da tako rečem, Vatikan. Kaj si lahko razberemo iz teh dokumentov? No, nasplošno je jasno, da je bila najbolj nadzorovan posameznik, ki je bil v zgodovini Slovenije, mislim, po vojni zgodovini, celo že leta 1944, se pravi, že ozna je bil Edvard Kocbek. Inštitucija je bila pa katoliška cerkev v Sloveniji, pa na Hrvaška, pa pravoslavna in tako naprej v Srbiji. Se pravi, cerkev, ki je bila edina neodvisna institucija od partijske oblasti, ne, so bile zelo močno nadzorovane. Ne. Nadškofija je imela prisluškovalne naprave tle v Ljubljani, ne, jasno. Ne. Duhovniki so bili, oni so gledali, kdo se cerkveno poroči, kdo gre na pogreb, recimo, ne, da je cerkven. To so bile vse lahko točke, zaradi katere ste vrgli iz partije, ali so tvojo kariero onemogočili, ne. Tako da je bila cerkev izjemno, bila je pa tudi prestreljena s sodelavci. To se pa vidi cerkev na zatožni klopi, Tamara Griser napisala knjigo, ker pa ona govori o sodelavcih, pa jih ne poimenuje večinoma. Ne. Se pravi, da je bila to, rekel, fair, jaz tega ne delam. Če vemo za žrtve, ne, zakaj ne vedeli za rable, da tako rečem. Ja. Ampak ste pa napisali prav pri Antonu Rupniku, ne, in tem enem poročilu, ste napisali na začetku, no tukaj so pa osebne stvari, ne, tega pa ne bom objavil. Kaj ste v bistvu potem zamolčali? Kako se odločate? Kaj je bilo tako osebnega? Neke družinske zadeve, ne? Zakonske zadeve. Se je bil poročen z neko Rusinjo, pa ne, pa... Mislim, da je žena umrla tudi in tako naprej. Neke stvari, ki mislim, da ne sodijo v knjigo. No. To se pravi, vendarle ste naredili nek izbor. Nekje sem naredil, ja. Tam, kjer ni bistveno za zgodbo, ne, recimo, tam, kjer je pa bistveno za zgodbo, ta podatek pa puščam, ne. Veste, če je nekdo homoseksualc, pa je zaradi tega postal sodelavc, tega ne morem zakriti, ker je to glavni razlog, da je postal, recimo, sodelavc Udbe, ne, da razložimo, zakaj je do tega prišlo. Če so pa neke stvari, ki niso povezane z Udbo, to pa
Jaz to ne maram nekega družinskih zadev, ki ki ne razlagajo, zakaj. Ampak so pa v teh poročilih. So pa v teh poročilih. Oni so jih praktično rentgenizirali. To je v tem poročilu, ker oni so napisali analizo tega Viktorja, ne, in tam noter je tudi ta njegova življenjska zgodba. Tudi od Viktorja, od tega Viktorja. Od Viktorja našega. Rupnika. Od Rupnika, ja. No, pa isto najprej tudi... bil Gustav, ne, pa je bil... Ja. Isto je tudi Marjan Sedmak, Užičan. Ne? To pa ni mi jasno, odkje ta Užičan, to je zanimivo. Dobro, živel v Moskvi, žena je bila Ljubica, ona je veliko povedala, ne? Ona je veliko govorila o življenju v Moskvi. To je tudi zelo zanimivo, ja. Kakšno je bilo. Ne? Drugače so pa novinarji mogoče precej olepševali. Celo je nekje zapisano, da je nek novinar, pa se ta hip ne spomnim, kdo se moral zagovarjati, zakaj pravzaprav misli tako, kot misli. Ne? Tako da so v bistvu te udbovci jih želeli na nek način tudi prevzgojiti in se vtikali v njihovo poročanje. Ne? Ja, seveda. Recimo, vi imate Dovrška, ki je napisal Boj se Rusov. Ne? Ja, tako. In to je bilo takrat hudo, ker so Rusi ponoreli in imeli težave zaradi tega. Ja. No, sej Dobršek sodi v te male ribe, kot vi rečete. Ja. Manjše ribe so Tit Dobršek, Tone Forneci-Tof, Stanka Godnič, Jurij Gustinčič, Manca Košir, Drago Kralj, Rastko Močnik, Andrej Novak, Božidar Pahor, Jure Pengov, Bogdan Pogačnik, Janko Tedeško in Dušan Željeznov. To so te, ki jih vi omenjate. Torej, pri teh malih ribah, zdaj recimo eno vprašanje imam še, ki se tiče teh velikih rib, to je recimo Jože Šircelj, ne? Ima ime Jonatan Gat pa Bild. Jože Šircelj, mislim, da je to oče Andreja Širclja, ki je bil finančni minister v Janševi vladi zadnji. Zdaj, on je bil zelo veliko med to slovensko manjšino na Koroškem, ne? Kaj zdaj to pomeni, da je ta glavni kapitalni udbovc poročal in se družil in praktično na nek način tudi kreiral naše mnenje in njihovo, kaj zdaj to pomeni? No, tam za mesto so imeli ogromno sodelavcev. Ne? Ja. Prvič, sina ne moramo za ničesar kriviti. Ne, seveda ne. Toliko ne, ja, informativno. To moramo povedati. Ne? Ja. Drugič, seveda, oni so imeli ogromno sodelavcev znotraj manjšine, ker so oni čutili to, rekel, da ima neko obrambo v Sloveniji oziroma Jugoslaviji. Potem on je bil tu pisnik pač v Celovcu, zato je bil pač poročal o teh stvarih. Ampak napisal tudi neko knjigo, se mi zdi, da zdaj zelo proučeval te Slovence. V glavnem, on je bil zelo pismen človek. Ja. In to je bilo prestreljeno, še bolj pa tržaško zamejstvo. To je bilo pa sploh Pahor, Boris, Alojz Rebula, Francieza, da ne naštejem, Mavr, tam, ki je hodil Žebot v Trstu, se vse takrat pokrivali. V Trstu se sprehajali kot v Ljubljani, skoraj bi človek rekel. Če so Pahorje namestili prisluškovalne naprave v hiši, jaz sem se tam vozil, to je taka komi za en avto. Pod gor, tako strmo, tam je tista hiša, kjer je on prej stanoval. In tam smo nastali, in potem so mogli z avtomobili okoli krožiti, da so lahko poslušali, kako so tam krožili po tistih ulicah, to je meni enigma. Kocbek je imel tudi prisluškovalne. Seveda. Teh so vlekli ven, se spomnim, pa v osamosvojitvi. Kocbek sploh. Kocbek je tako bil popolnoma prestreljen in cela okolica okoli njega. No pa zanimivo to pišete, da njegov sin potem ni mogel dobiti službe. Ja, seveda. Da so se celo zavzemali nekateri, da dajmo vendarle ga vzeti nekam v službo, ne? Ja, to so bile pol težave, tudi družinske, in finančne in ne vem kakšne. Vse nisem hotel knjig izdajati, v Sloveniji. Takrat, to so bili te problemi, Zdaj, onemogočili samo potovanja, in tako naprej. Ko govorimo o teh koroških Slovencih, me zanima, kakšna je bila vloga pokojnega Boruta Zomeregerja, ki je bil tudi pri Karlu Smoleju sodelavec, kakšna je bila njegova vloga? Ker je bil potem tudi aktiven v slovenski politiki. To ne vem, ker praktično v njem skoraj, ne vem, kakšno omembo sem že našel. Omembo ste našli, ja. Ampak kaj posebnega pa ne. Kaj pa recimo Uroš Lipušček, ki je bil konfident Udbe? Ja, pač on je bil konfident Udbe, Ja.
Sicer tega nimam noter. Med malimi ribami ga nimate, samo nekje je v nekem zapisu. Zato, ker jaz, če nisem imel dokumentacije, potem nisem lahko bi vzel, ne vem, Udbanet, samo šifra, to je premalo, da v knjigi vpišem nekega človeka, ne. Ja. Sem pa videl 1, 2, 3 dokumente, ker je razvidno, da bi on, pa tudi ima to šifro, ne. Šifro ima, ja. 14,000, ki je jasno, da je, tudi nimam kodnega imena, tako da on je pač poročal, ne. Ja, no ta ti dober, ja. Jaz ne vem, zakaj, če bi jaz bil na njegovem mestu, jaz bi povedal to, kaj je bilo. Ja. Kako sem angažiral, kaj sem naredil, zakaj je tako bilo. In konc komedij, ne. Kaj, No, pa glejte, ravno zdaj, to je to vprašanje, ne, ravno zdaj je bil spet kandidat za evropske volitve, a ne, mislim, on kot udbovc pravzaprav, no, pa to je tako kot Marta Kos, kako nekateri ljudje res nimajo te lastne presoje in se ne vprašajo, kdaj je dovolj. Mi nismo ilustracije, ne. Ja. Ilustracija sigurno pomenila, da bi te udbovski sodelavci, konfidenti, Ja. Sam problem je tem, ker za vse ne vemo, ne, in imaš pol problem neke nepravičnosti tudi, ne, plus to ilustracija nikoli ni imela, tista stran, ki to podpira, nikoli ni imela dovolj moči, da to spelje. Pa tudi, zakaj smo bili proti ilustraciji takoj po osamosvojitvi, po tem, ko je zmagal Demos? Ker bi potem dobili proti sebi en velik del populacije, mi smo se mogli pa tudi osamosvojiti. Tudžman je morilce emigrantov dal v svojo obveščevalno službo in emigrante, zato ker je imel vojno domovinsko vojno, ne. Tako da, če bi imeli že prej država, potem bi lažje to naredili, kot so naredili Češka, ne vem, Nemčija, ne vem, kjer vse države so naredili neko ilustracijo, vsaj nad temi udbovskimi zadevami, tajnimi političnimi zadevami. No, ampak vseeno, ne, se pojavlja vprašanje, recimo dobro, Uroš Lipušček je kandidiral za evropskega poslanca, sodeluje v mnogih televizijskih oddajah kot neka avtoriteta, kot nek strokovnjak za neko področje, v bistvu pa on nekako obrača javno mnenje, ne. Isto je tudi recimo Tone Fornezzi-Toff. Vi ga tudi imate med manjšimi ribami, a ne. Tone Fornezzi-Toff, če bi imeli neko ilustracijo, ali pa če bi rekli, ali pa da bi recimo tisti, ki so to vedeli, vendarle mogoče malce zavrli to neprestano oglašanje, se vemo, na kateri strani, kam so peljali te udbovci tudi po osamosvojitvi slovensko javno mnenje. Enak primer Manca Košir s kodnim imenom Karpo, a ne. Torej, kaj to pomeni, da so te ljudje, udbovci, še do danes, do konca, do smrti konc koncev, še govorili in usmerjali slovensko javno mnenje? Ja, to predvsem pomeni, da tisti, ki so za njih vedeli, ne, to so bili pa udbovci, vrhovni, recimo Ivan Eržen kot vrhovni udbovc, ne, ki je še živ, ne, je vedel za vse sodelavce, ne, ali pa posamezni načelniki centrov, recimo ljubljanskega Boris Zore je vedel, ne, za sodelavce, ne. Ljubljanski center je pokril 2/3 praktično vsega, kar je udba producirala, ne. Ja. Potem smo še močnega Kopru po Novi Gorici zaradi meje z Italijo, pa si imel potem Maribor zaradi meje z Avstrijo in tako naprej. Veliko ljudi, ne veliko, nekaj ljudi ve za nekoga in to je strašna moč. In ga lahko usmerja, ne, ali pa tisti, ki ve, da oni vejo, se bo drugače obnašal, kot če bi bil on svoboden človek čisto, ne. Ja. Zato so ta razkritja zelo pomembna. Tako je, to je moč vaših knjig. Janez Zemljarič ima ogromno moč skozi vedenje, kdo je bil sodelavec ali vir udbe, ne. Ker tisti, ki so to vedeli, so se ga bali. In je lahko marsikaj dosegel, ne. Do konca. Do smrti je imel to moč. Ne. Sej, kaj pa mislite, vojaške časti, to so bili močni pritiski, ne, na vlado, da to naredi. Jaz zameram vladi, da je to naredila, da je dala državne časti proti osamosvojitvi in velikanu slovenske udbe in predsednici Musarjevi, ki se ni oglasila kot vrhovni poveljnik, da se to ne dela častne čete takim ljudem. To se pravi, to je moč teh vaših knjig. Vsak, ki kandidira, naj bi za kjerokoli funkcijo, naj prebere te knjige, ali pa konec koncev vsi uredniki, da ne bodo vabili nekih bivših udbovcev, ali pa ne vemo, kaj so danes, ne, da komentirajo. Samo morajo povedati, kaj so bili, ne. Seveda, pod črto, ne. Se lahko oni še vedno neka svoja. Ja, seveda. In so oni tudi osvobojeni na nek način. Tako, napišeš Uroš Lipušček, konfident udbe, reče danes tole.
Ne, ker to je moteče, veste, to prorusko zavajanje, ves čas nekaj. V bistvu gre pa za udbovca, ki ne vemo, kaj je danes z vsem tem. Dobro, zdaj recimo tole se mi zdelo še zelo zanimivo pri Rastku Močniku. Ne. On je v bistvu se udeležil nekega seminarja, ne vem, konference kvekarjev. Ne. In potem so ga zelo zalezovali. Mislim, zakaj se je zdaj pa slovenska udba tako zelo zanimala za kvekarje. Zato za Stella Aleksander. Ja. Za te publicistke, ki je pisala mislim, da o religiji v Jugoslaviji. Ne? In te knjige so pol izhajale v angleščini, ne? In ona je tle hodila, zbirala informacije, na neki točki se je pripeljala prihod, ne? In ni zelo zanimalo, kaj ona misli. Ne? In takrat so pač angažirali Močnika, da smo dali celo kodno ime. Ne? Arko, ali kako Albert Arko. Albert Arko. Nekaj tazga, ja, Arko, ja. S tem, da so potem Močnika v zadnjih letih režima pa začeli zalezovati pod kodnim imenom Božidar. Ne? Ampak še vedno, ker ga imam tam s polnim imenom, kako je poročil neki publicistki, ne? Mislim, da je pravilno, da sodi med manjše ribe. Ne? Ja. No, zdaj pa greva še na svetlo stran dela, ne? To pa bomo tisti, ki jih vi opisujete, Mojca Drčar Murko, Ivan Gerenčer, Danilo Slivnik, Jaka Štular, Blažič Viktor, Andrej Inkret in Alenka Puhar. Kako ste se odločili za te ljudi? Nekateri imajo konec koncev tudi v tej udbovski evidenci svojo kodo. Zakaj so zdaj oni na svetli strani? Ločim dve svetli strani. Svetlejšo, ne, pa polno svetlobo. Pa polno svetlobo, ja. Malo po Dantejevsko, ne. Dante postav v nebesa, polno luč, svetlobo. Ja. Zato, ker iz dokumentacije, ki sem jo videl, imam samo nek podatek, neko šifro, da so bili konfidenti, hkrati pa vidim iz dokumentacije, da so bili pozneje ali zalezovani, ali pa so delovali zelo protirežimsko, da tako rečem. Recimo Danilo Slivnik je opuščen poseben vir, ampak ko gledaš to dokumentacijo, imam 122 strani, ker sem relativno veliko v njemu najdel, pa vidiš, da je bil pravzaprav pain in the ass temu režimu. Ne? Ja, tečnoba. Tečnoba bi šlo preko. Tako da je Frlec, ki je bil enkrat na nekem kulturnih dnevih Belorusije, ali kaj, je zahteval, da se ga odstrani kot dopisnika iz Moskve. Zdaj, podpredsednik vlade piše Ertlu, kako se obnaša ta Slivnik. Ne? Protidržavno skoraj. Ne? Tako da on ima, kar se tega tiče, ima dober imič iz teh dokumentov glede na režim. Ne? Pa tudi recimo Mojca Drčar Murko, jaz nisem v njej nič najdel tacga, da bi bilo tajno politično nekaj obveščevalnega, pa to, da se potem zelo angažirala v obrambo človekovih pravic, tega težko jaz potem definiram kot manjšo ali pa celo kapitalca. Ne. Potem imate pa Štularja, ki je pa bil, imam celo kodno ime njegovega konfidentstva, pa ga od leta 1972 strašno zalezujejo. Ne. Ima dva kodna imena, zalezovanje, Jakobinec pa Taso. In praktično je ogromno, 70 strani sem najdel, kar je relativno veliko ohranjenega, sem najdel, da je v bistvu so ga zalezovali, strahovito so ga zalezovali. Jahu konje tam nekje pri Bledu, to so vse pregledali, vse sosede. To je bilo zelo zanimivo, kako so njega sledili in zalezovali. In seveda tudi... Potem so pa seveda trije pa popolna svetloba. To so pa tisti, ki so bili nadzorovani in pomembni, ne tudi. To je pa seveda Viktor Blažič, seveda. Ki nastopa tudi v prvi knjigi. Tako je, Viktor Blažič, potem je Andrej Inkret, novinar, kritik v delu. In potem pa seveda Alenka Puhar kot priloga. Priloga, ja. Ker je logično, ker je bila na sobotni prilogi, ta ime nekako je logičen, da se je dal ime priloga. Razumemo, zakaj je ta priloga. Ne? No, ko že omenjate Viktorja Blažiča, lahko rečemo zdaj še kaj o tej prvi temni strani, prvi knjigi Temna stran dela, ki govori o Miklavčiču, Viktorju Blažiču. Kaj točno ste tam odkrili? Ja, ker sta bila onda sodelavca od Kocbeka, ker Kocbeka niso upali zapreti, so njiju dva zaprli. Popiti prav nekje v hrvaških cajtnikih, da smo dva asistenta od Kocbeka smo zaprli, smo procesirali. Se pravi, da sta nastrkala zaradi Kocbeka. Bila sta tudi nadzorovana zaradi Kocbeka. Viktor Blažič kot Blaž, kar je logično,
Tomaž, Franc Miklavčič pa kot privesek, ne vem, zakaj privesek, mogoče privesek Kozbeku ali Blažiča. In so končali v zaporu. Miklavčič celo zato je dobil več kot Blažič, ker so naredili dnevnike, kjer opisuje zelo natančno, kakšna naj bi bila samostojna Slovenija. To so bili tajni dnevniki, to niso bili javni dnevniki, so jih naredili udbaši pri preiskavi in so mu dali dodatno težo. Še Gestapo ni mogel na sodišču nemškem tajnih dnevnikov ali pa zasebnih dnevnikov predstaviti kot dokaz. Kot dokaz. Mi pa naša Naša pa ne. Tako, seveda v povezavi s Kozbekom je prva knjiga tudi, ne? Pa z enim največjim konfidentom Jožetom Javorškom, ne? Ki pa je ovajal Kozbeka in tudi svojega dobrotnika Josipa Vidmarja, ki ga je vzel v službo. Vidmar je ovajal, ki je bil član režima in potem je enkrat Stane Kavčič rekel Borisu Krajgarju, ki je bil notranji minister, pa kdo piše te neumnosti v Vidmarju, ker to Vidmar, ker piše v Vidmarju, itak Vidmar meni govori o najnih razgovorih. Pa uvedel bi to Jože Javoršek. Pa rekel, prenehajte s tem, je rekel Kavčič, pa niso prenehali. Ja. No, zanimivo, kje vse so to našli, ko ste rekli pri Miklavčiču pa njihovi dnevniki. V eni od zgodb pišete tudi mislim, da je to Drago Kralj, ki je prenesel v Rusijo Solženicina, zapakiranega v lutki Slovenske narodne noše. Kako je bilo pa s tem? Kaj pa če to so potem našli, ne? Ja. Pač on je bil konfident Udbe, ne? Zdaj, kako so njemu to potaknili. Jaz sem dobil, mislim, samo en dokument o njemu, se mi zdi. Ja, zelo malo, ja. Tako da šele potem šifre potem v Udbanetu in z tega, ne? Tudi kodnega imena ne vem, ne? Je pač bil on, očitno, ker je veliko potoval okoli, ne, so ga v tej funkciji angažirali. Zdaj, vprašanje je, vas so že tožili, ne? Ja, trije. Kdo? Tožil me je sodelavec Udbe Urbančič, kodno ime Strela. Komu že ime? Urbančič, se pozdravil ime. Tožil me je Janez Juvan, kodno ime Janičar. In tožil me je, oziroma zahteval je preiskavo Ferlinc, vojaški sodnik, ker sem rekel, da bi montiran proces proti Agopu Stepanjanu leta 1984, to sem knjigo o tem napisal. Pri temole Ferlincu je tožilec zavrnil, se pravi, nisem imel nobenih težav. Pri onih dveh, eden je Juvan je odstopil pred prvim narokom, Urbančič je pa na naroku odstopil, ker sem jaz prinesel, seveda, nemam ogromno dokumentacije. To se pravi nič. Se bojite, da vas bo zdaj kdo tožil? Kaj se zgodi, lahko vas toži kdo? Pač jaz imam dokumentirano, ne, jaz imam vse dokumentirano, jaz za nekatere vem, da so bili, sem prepričan, pa ne bom tega objavil, če nisem 100%, tega ne morem dokazati. Tako da sem tle pazljiv, ne. Ja, saj tudi mi si lahko mislimo, kje pa je ta, pa ta, ne. Ampak, če so uničili dokaze, tega ni, ne. Zdaj, zanimivo je tudi to, recimo, kar se tiče Janeza Stanovnika, tudi to, se je takrat, vi ste izdali knjigo in takrat je bila velika polemika po smrti, ne, človek je umrl, pa zdaj to pišemo. To jaz nimam nobenih omejitev, ne. Če umreš, ampak zgodovina je zgodovina, ne. Se jaz ne pišem, rekel, zaničevalno ali pa da žalim, ne. Jaz dokumente predstavljam, seveda tudi nekaj komentiram, ne. Ampak tako je bilo, ne. Jaz delam na osnovi, jaz delam stvarno literaturo. Jaz si ne izmišljujem kot pravi pisatelji, ki naredijo roman iz svoje domišljije, iz svojih izkušenj. Jaz gradim zgodbo na stvarni dokumentaciji in vam povem, da so zgodbe iz stvarne dokumentacije še bolj domišljijske, kot so tiste v čisti domišljiji. Zdaj, ali ste kdaj v vseh teh papirjih našli samega sebe? Ja. Kdaj? V zvezi s to afero JBTZ, ker sem bil pač akter, ampak jaz imam šifro DVN, to se pravi državno varstveni nadzor. Kaj pa to pomeni? To je, mislim, da, ne vem točno, ampak jaz mislim, da je to nižja stopna kot
neregistriran vir celo. Ne. To je neka začetna stopna, bi rekel. No. Ker UDBA imela tudi zelo veliko neregistriranih ljudi kot občansko ali prijateljsko zvezo. Ne. Recimo Danilo Türk je bil taka zveza, prijateljska zveza Marka Zoreta, ne? Občanska ali pa državljanska zveza, ne? In mu je poročal. Na kavici. Ali mu je poslal kakšne dokumente SZDL, ampak oni teh ljudi niso hoteli registrirati. Zakaj ne? Ker so bili previsoko v politični hierarhiji in so se bali kompromitacije. Tako da mi na visokih ravneh, ki so seveda sodelovali z UDBO, ali ustno, ali po telefonu, ali na kavici, ali tudi kakšne dokumente pošiljali, vi ne boste našli registriranih konfidentov. Zaradi bojazni, da bi prišlo lahko do kompromitacije. No, nekaj podobnega je tudi v vaši knjigi Milan Kučan in UDBA, ne? Seveda. Praktično on je čist kot solza. On je politični vodja UDBE, ne? Kot šef partije je bil politični vodja UDBE, jasno. On je dobil 1200 poročil leta 87, ne? Jaz sem jih najdel mogoče 2-3, ne? Se pravi, kje se to ostalo? Njemu je dnevno poročala UDBA, potem so bile ustna poročila, kot prav sam RTL nekaj. Se piše velikokrat poslano temu, Kučan je naveden kot, on je vedel vse to. Veliko teh poročil je on prebral. Leta 1978 ima pa 1300 strani, jih je Kučan dobil, pa imam, recimo iz leta 1980. Iz leta 1987 imam pa par strani. Pa ravno tako je bil šef partije še več dobil, kot takrat, ko je bil leta 1979, ne. No, zdaj vi ste... V knjigi Repeta tega ne najdel, ne? Teh 1000 strani, ne? O njemu. Vi ste zdaj specialist za UDBovce, ne, pa UDBA. Ali vas je kaj presenetilo? Sem že rekel, da me je presenetil ta Mitja Gorjup, ne, z tem, ko je dal vse pisalne stroje na razpolago UDBI. Potem presenetila me Manca Košir, ne. Ker enkrat pred leti smo bili neki predstavitvi, ne več, ker je knjiga in mi je rekla, dvakrat mi je med samim predavanjem predstavitev rekla, no, vse to bo pa Igor v UDBI poiskal, ne. Ja. Me se čudo, zdaj ona meni to govori, ne, tam pred vsemi ljudmi, zdaj jaz tam gledam, zakaj me zveze si to predstavitijo, ne. No, se to bo pa že Igor ugotovil, ne. In potem sem najdel to, da je šla v Ameriko in potem poroča z Amerike in to kodno ime je zanimivo, Karpo, ne. To je ime njenega bivšega moža, ne. Tako mislim... Oni so njej spremenili spol. Spol tudi. Ja, Karpo je šel. Karpo je povedal. To je doskrat, ker s tem še bolj zakrijejo. Ja. In nekje ugibate, da so mogoče tudi Marti Kos dali tako kodno ime, da je bila videti kot moški. Ne? Morda, to je tudi zelo zanimivo. To pač, dokaj nam prišli do Beograda, bo težko. Ne? Ja, zdaj, a to je vaša želja, si želite, da bi prišli v Beograd? Seveda, ampak to... Ste že dali prošnjo? Jaz sem že bil v Beogradu v arhivu. In sem najdel veliko udbovskih dokumentov, ampak kako? Ko sem pisal Jovanka in UDBA, ker vi ne morete v Jovanki pisati, brez da greste v Beogradski arhiv. Ona je tam živela, ne? Ker je UDBA not zalezovala, ne? Je že Tito dal zalezovati, ne? Potem po smrti ali pa med umiranjem pa sploh, ne? Ker ona grozila, da bo razkrila, ne vem, kjer je dokumente, da bo uničila tisto strukturo politično, ne? Ona je bila zmešana ženska. Ampak kakorkoli. Predsedstvo je pa odprto SFRJ in predsedstvo je UDBA poročala. In vsa poročila UDBE v Jovanki so na predsedstvu. Tako da sem po nekem uvinku prišel do dokumentacije, udbovske dokumentacije v Jovanki v fondu predsedstva SFRJ. Drugač do tistih pravih udbovskih dokumentov, ne, recimo o Marti Kos, ki se... Pa jaz nisem prišel, ne? Ker je v obveščevalni službi. Ja. Torej, recimo, če bi danes šli v Beograd, ne, in kaj bi vas zanimalo, kaj bi poiskali? Če bi lahko. JBTZ, Plavi, se pravi Kučan, to razčistimo, je bil ali ni bil sodelavec Kosa, ne? Marta Kos, ne? Vse depeše, s katerimi so oni obveščali zveznega načelnika in on je potrjeval, kdo je šel, kjer posameznik je šel v tujino, kakšno je njegovo kodno ime in tako naprej. Vse to me zanima. Dobro, zdaj za konec še vprašanje, komu so te 3 knjige, ta trilogija, komu je to namenjeno? Recimo, meni je vse to zanimivo, ker se teh ljudi spomnim, sem jih na videz spoznala, vem, kdo so, ampak danes mladi, če vi rečete eno ime, ne vem, Marjan Sedmak ali Štular, se ne vedo sploh. Ja, komu je to namenjeno?
Problem je, da moje bratstvo umira, ne. Se pač stara, so so živeli v socializmu, to počasi odhaja, ne. Skupaj z nami, ne. Jaz predvsem bi rad, glavni namen je, da se to ne bi več ponovilo. Tajna politična policija v Sloveniji, da se ne bi več nikoli ponovila. Ker kdor ne pozna te zgodovine, bo prisiljen jo ponavljati, ne. Ker zgodovina se zna ponavljati, ne. In to, jaz upam, da sem s temi knjigami, ki jih je zdaj kmalu 30, ne, v Udbi, ne samo slovenske, tudi en del jugoslovanske, pa tudi en del KOS-a, se pravi vojaške tajne politične policije, pa tudi politične policije zunanjega ministra jugoslovanskega, da sem s temi knjigami morda pripomogel, da se bo toliko zasidralo to v te slovensko zavest, da se to ne bo ponavljalo. Ker vidim, da ne glede na to, ali bere ali te knjige ali ne, nekateri moji izrazi prihajajo v javno uporabo. Recimo? Recimo konfident. Ja. Recimo Udba, kaj je Udba, ne? Ja. To prihaja, ne? In ima negativno konotacijo, ne? Ker bivši udbovci prav mislili obveščevalci, mislili to nič posebnega, to ima vsaka država. Ne. Tajne policije so samo v diktaturah, ki ščitijo ne državo, ne ustavo, ampak tiste na oblasti. Ja, in vohunijo za svojimi ljudmi. In vohunijo za svojimi ljudmi, vohunijo za svojo migracijo, ne? Vohunijo za svojim zdomstvom, ne? Za mestvom. Dobro, gospod Igor Omerza, tu končajva. Torej, na pot tem knjigam vse veliko uspeha in da nam vsem tem uspe. Lahko se vam pa seveda samo zahvalimo, da ste se zdaj potrudili v 30 knjigah odkriti ta del naše zgodovine, pred katerim uradni zgodovinarji mižijo in dajejo glavo v pesek. Hvala lepa. Hvala. Hvala za pozornost. Nasvidenje.